so prijazne. Dober dan. Danes je nov dan in novih 10.000 korakov. Z možem se odpravljava na zahod Cipra, tam bova pa naredila en tak zelo konkreten pohod. Mava pa 1,5 ure do tja. Vožnja je pa zelo taka simpatična, zaradi tega, ker ta južni del Cipra je zelo tak slikovit. Midva sva prispela zdaj do kanjona. Tukaj sva pustila avto na parkirišču in zdaj imava približno 2 uri hoje oziroma 8 kilometrov. Midva bova šla po tej poti, tukaj gor, tako in potem po isti poti tudi nazaj. To sva naletela že na prvo oviro. Je pa toplo tako občutek in ogromno pohodnikov. Pot je dolga približno 8 kilometrov, dokler bo je take simpatične ovire, bo prav super. So pa ti kamni zelo taki spolzki in je treba paziti prav na vsakem koraku. V glavnem ljudi pa ogromno, od otrok do starejših. Midva sva prišla zdaj čist do konca te soteske. V glavnem je za biti previden prav na vsakem koraku. Enih par smo videli, so kar padli, ampak se mi zdi, da prav vsak kamen drsi. Je pa fantazija, vam rečem, kaj je lepo. Super, je fantastično. Sem mislila, da me bo zeblo, ma ne bo. Dol še ni bilo konc, ampak se ta pot še kar nadaljuje. Nekaj poti je lepo urejenih, nekaj je pa kar malo težje dostopnih. Greva pa zdaj skozi ob temu potočku. Super je. Evo, zdaj pa okrog te skale. Sva pa zdaj na poti že 1,5 ure, ampak lepo napredujeva. Zdaj sva prišla iz soteske ven, tako da zdaj greva po neki super poti po travniku. Midva sva zdaj prispela do glavne ceste, točno 2 uri hodva, nekaj več kot 10.000 korakov je in se že približujem v glavni cesti, ko tam se bova vračala. Po tisti poti, ko sva se prej z avtom peljala. Tako še informativna tabla, se pravi, midva sva šla tukaj, po tem kanjonu, ob soteski gor in zdaj se pa vračava po tej cesti dol, nazaj do parkirišča. Zdaj imava pa po tej cesti še 4 kilometre. Super, ne? Dan je lep, narava je čudovita, ima fantastično. Gremo. Sva se pa po tej cesti prej peljala z avtom. Cesto v bistvu poznava. A vidiš oviro na cesti? Kako šlamim. Evo, dol po poti se vidi, ko grejo ljudje v kanjon. Tako, mimo parkirišča pa malo še naprej. Se pravi, zdaj gremo še po glavni cesti, tukaj dol in potem do parkirišča. Tukaj od spodaj se že vidi naše parkirišče. Kje je naš avto? Aha, poglejte, srebrno puščico. Sem se pa ne vem, kje je nekaj popraskala, tako da nimam pojma, kje kakšne veje niti porajtašne. Pa še noht mi je odletel. 4 dni imam ta lak, na tem prstu mi je pa cel odletel. Midva sva zdaj prispela do parkirišča, narejenih imava 16.000 korakov, hodila sva pa 3 ure. Zdaj greva pa v smeri severovzhod, kjer si bova pogledala eno potopljeno ladjo. Midva sva se ustavila še v mestu Pafos. To je kar veliko mesto, tle je tudi letališče, kjer smo pristali. Vse to za to ograjo je pa arheološko najdišče, to pa je zaščiteno. Zdaj smo si ogledali še malo en tak rimski hotel, ki pa je trenutno zaprt. Tako se pa na Cipru pripravljajo na velikonočno praznovanje. Sva pa danes naštancala več kot 25.000 korakov. Thank you. Enjoy your lunch. Thank you very much. Zdaj sva pojedla kosilo. Ta ladja naj bi nasedla leta 2011.
zaradi močnih valov. Šlo je pa za tovorno ladjo. Zdaj, zakaj teh razbitin ne pospravijo, ne vem, mogoče je predrago. Tako da v bistvu to sploh ni tako dolg nazaj. Gor je bilo 9 članov posadke in vseh 9 so rešili. Si pa enostavno ne morem predstavljati, kako je moglo biti grozno tem fantom na tej ladji, takrat, ko so bili tisti valovi, ko se je vse to dogajalo. To je moglo biti grozno. Je pa ladja narejena na Norveškem, sicer je pa pripadala državi Sierra Leone. Si pa ne predstavljam, kakšni valovi so to mogli biti, da je tako ladjo zvrnilo oziroma jo nasedlo sem. Z te strani se pa ful lepo vidi, kako je ladja nagnjena. Tako, to bi bilo z te točke za danes vse. Upam, da ste uživali v kanjonu. Upam, da vam je bila všeč ta ladja. Hvala za vaš čas, hvala za pozornost. Pojdite tudi vi na sprehod, bodite fajn in se vidimo. Čau, čau!